Običajno daljša oznaka pri opremi avtomobila pomeni bolj bogato opremo, pa tudi velikrat bolj zanimivo opremo. No, tokrat pa v bistvu ne. Tole je Hyundai Ioniq 5 z opremo N-Line in če bi dal besedo line proč, bi mi ostali Ioniq 5N. Tis bi bil pa hudo brutalen stroj. No, ta pa pač ni. Ioniq 5 so zdaj prenovili in čeprav boste veliko bolj veseli tehničnih sprememb tukaj spodaj, so nekoliko spremenili tudi zunanjost avtomobila. Sicer boste morali kar konkretno napeti oči, da boste videli, da sta oba odbijača zdaj malo drugače zašiljena, no in zaradi tega je avtomobil tudi 2 cm daljši. Tale ima še opremo N-Line, zaradi katere izgleda še malo bolj športno. To pomeni, da ima zadaj tak spoilerček, pa drugačna platišča, ki pa meni niso posebej všeč. Vem, to je moja kaprica, no, pa prenova je prinesla tudi brisalnik zadnjega stekla, ki ga prej ni bilo. Evo, to je pa taka pomembna novost, veliko bolj uporabna, kot ste mogoče mislili. Notri je veliko fizičnih stikal, torej juhej, sploh všeč zdaj po zimi, ko je hladno, so mi tele bližnjice tukaj, da si lahko takoj vklopim gretje sedeža ali pa volana, no pa tudi ta stikala za radio, pa za klimo od spodaj so mi super, da ne rabim za vsako stvar v bistvu brskati po tem zaslonu, kjer je pa seveda še vedno glavnina funkcij. Vmesnik je dober in dovolj enostaven, se ga boste hitro navadili, itak si boste pa v prvem tednu nastavili svoje bližnjice, pa se boste potem samo še premikali med njimi. Zelo cool so mi tudi ta fizična stikala tukaj na volanu. Evo, ta gumb si lahko nastavite po svojih željah, so pa funkcije žal omejene in ne boste čist po svoje svobodni. Jaz sem si recimo tukaj le nastavil bližnjico za izklop opozorilnika za omejitve, ker ne maram, da mi piska, ampak se ga s tem pritiskom tukaj ne izključi samodejno, samo nekoliko bližje v meni tukaj pridem, da mi ni potem treba po zaslonu brskati pa ure. Fajn in škoda obenem, ker bi stvari lahko še malo bolj poenostavili. Sicer je pa Ioniq 5 znotraj še vedno zelo prijeten, prostora je ogromno, odlagališč tudi, telefon se tukaj le učinkovito polni in se ne pregreva, kar je v bistvu kar pomembno. Za potnike tamle zadaj je tudi veliko prostora in dno vmes je ravno, stekla so velika, prtljažnik zadaj ponuja 527 litrov, sprednji frank še 57, je zelo priročen, da se polnilni kabli ne valjajo potem tamle zadaj. Tole je Ioniq 5 s kombinacijo ta velike baterije in enega elektromotorja ter pogona tamle zadaj. Lahko takoj povem, da je zgledno hiter, dobrih 7 sekund potrebuje do stotice, ni pa tako brutalno hud, kot smo od štromarjev vajeni ponavadi. Za tiste bo Ioniq 5N, ta je pa bolj za umirjene, ki cenite predvsem dober doseg. Prenova je poskrbela za nekoliko večjo baterijo, ki ima zdaj 84 kWh, od tega je uporabnih 80 kWh, dimenzijsko pa je ostala enaka, torej ima nekoliko večjo gostoto. Poraba v teh mrzlih dnevih je okrog 22 do 25 kWh na 100 km, predvsem zato, ker se ves čas vozim po avtocesti, torej je doseg še vedno okrog 400 km ali pa malo manj, da bomo zihar. Potem pridem do polnjenja, ki je ena največjih vrlin tega avtomobila. 800-voltna arhitektura pomeni, da se polni zelo učinkovito, največja moč je tudi zrasla po prenovi, zato je polnilni čas kljub večji bateriji ostal enak in sicer se od 0 do 80% napolni v samo 18 minutah. Z največ 260 kW moči gre, ampak krivulja predvsem ne pade tako hitro in je zato izkušnja res super. Še 22 kW polnilnik bi moral imeti za klasične polnilnice in bi bil sploh super, no tako je pa ta samo 11 kW, kar pomeni 8 ur, da bo baterija polna. In tudi zapeljati je v bistvu dovolj prijeten. Ni pretrd, čeprav ne more skriti svojega električnega porekla, se pač čuti, da je mase več, čeprav je lepo razporejena tamle spodaj. Tole ni dirkalnik in tudi noče biti, vas bo pa lepo navduševal pri normalni vožnji, z lahkoto je to družinska vožnja, za kakšne brutalne pospeške bo pa treba izbrati ta hudega. In ker ravno razmišljam, to bom tudi naredil, ker me zanima, kako brutalno pospešuje Ioniq 5N, pa kako dober zna v bistvu poravnati hrbet. Se vidimo kmalu v testu tistega.